Kot ste verjetno že slišali, se je na Sejšelih zgodila ena velika katastrofa oziroma dve katastrofi. Iz noči iz srede na četrtek ob 2:15 je odjeknila huda eksplozija v industrijskem centru na Mahe otoku. Eksplodirali so 4 kontejnerji z eksplozivom in dejansko povzročili hudo katastrofo. Na območju direktne eksplozije je dejansko ta eksploziv naredil 13-metrsko luknjo in povzročil veliko škodo na teh poslopjih, gospodarskih poslopjih. Veliko podjetij je oškodovanih in tudi veliko hiš v neposredni bližini dejansko so ostali brez vsega. Udarni val je potoval zelo daleč, tako da vse do Idnotoka od Providence, tam, kjer se je to dogajalo, do Idnotoka, v glavnem, in tudi vse do letališča je ta udarni val potekal in seveda pač naredil zelo veliko škodo. Na srečo ni mrtvih, je pa bilo poškodovanih okoli 100 ljudi, ampak to so bile tako tiste ureznine od stekla, ki je pač eksplodiralo, oziroma kako se temu reče, pač, ki ga je vrglo ven. Na srečo pa se je to zgodilo, vsaj sredi noči, in če bi se to zgodilo par ur kasneje, bi definitivno bilo zelo večja katastrofa in tudi verjetno veliko mrtvih. Tako da potem v isti noči je v bistvu zelo deževalo in smo imeli pač velike poplave na severozahodnem delu Mahe otoka, to v neposredni bližini mene, kjer živim. Tako da je prišlo do poplav in nažalost je plaz odnesel tudi hišo, v kateri sta spala sin in mati. Žal nista preživela in tudi eno 71-letno žensko je pa seveda voda odnesla. Tako da glede poplav imamo 3 smrtne žrtve, glede eksplozije pa ni smrtnih žrtev, na srečo. Predsednik je potem naslednjega dne razglasil pač izredno stanje, šole so bile zaprte, vsi smo mogli biti doma in pač samo nujne službe so lahko obratovale, tudi iz tega razloga, da so lahko gasilci, policija in vsi ostali lahko v miru delali, v miru pregledali, kakšna je škoda in kaj se je zgodilo, da ne bi slučajno še do kakšne katastrofe prišli. Tako da smo pač ostali doma, včeraj so pa že odprli in so lahko šli pogledati, kakšna je katastrofa, sploh lastniki vseh teh podjetij. In seveda solidarna pomoč je tudi se razglasila, tako kot v vseh naravnih katastrofah. Pač mediji pišejo vsega in svašta, kot sem že pač zasledila, da so se vsi prebivalci iz Mahe otoka morali evakuirati, kar seveda ni res. Mahe otok je največji otok na Sejšelih in glavni otok in evakuirali so samo ljudi, ki so živeli v hišah v neposredni bližini te eksplozije. Šli so pa seveda na varno območje k sorodnikom ali pa na nastanitve, kjer jim je pač preskrbela država. Ostali seveda živimo normalno naprej. Poleg tega so rekli tudi, da pitna voda je ogrožena, dejansko tudi to ni res. Ne smemo se pa trenutno kopati v morju, kjer je možnost, da se je dejansko kanalizacija zlila v morje oziroma pač, da je prišlo do kakšnih razpok v ceveh in zaradi tega pač se do nadaljnjega pač odsvetujejo kopanje v morju. Kar se tiče pitne vode, je pa še vedno pitna, tako da tudi to ni res. Letališče je bilo zaprto, ampak sedaj vse normalno obratuje, tako da turisti brez problema lahko pridete na Sejšele, sploh ni nobene panike. Vse normalno obratuje, pač res velika materialna škoda je v tej industrijski coni.
Potem sem pa sledila še eno budaleščino, da 40% Sešelcev živi v revščini, kar seveda ne drži. Sem preverila podatke, 5,6% je takšnih ljudi, za katere bi lahko rekli, da živijo na pragu revščine, ampak morate vedeti, da pri nas na Sešelih je revščina tako zelo relativen pojem. Morate vedeti, da Sešeli smo ena izmed najbogatejših afriških držav. In definitivno revščina pri nas mogoče pomeni majčkeno drugače kot revščina recimo na Madagaskarju ali pač v centralni Afriki. Tako da ne bi rekla, da so Sešelci ravno revni. Vsi imajo hrano, vsi imajo dom, vsi imajo dejansko brezplačno zdravstvo, šolstvo, socialno podporo in nimamo nobenih brezdomcev dejansko, tako da ne bi glih rekla, da živimo v nekakšni revščini, glede to, da smo ena izmed najbogatejših afriških držav. Je pa seveda odvisno, za nekoga je recimo revščina, da živi v neki garsonjeri in nima avta. Za nekoga je pa revščina recimo, da živi pač v neki kolibici, seveda, in se komaj prehranjuje. Tako da revščina je relativno pojem, ampak definitivno nimamo 40% revščine. Na Sešelih je 5,6%, kar sem seveda tudi preverila po zadnjih statističnih podatkih za to leto, in tudi zelo visok BDP imamo, okoli 17,000 evrov BDP-ja na prebivalca, tako da ne bi glih rekla, da smo revna država. Tako da tudi to ne drži in prosim medije, da naslednjič preverijo vse te podatke, preden jih podajo ven v javnost. Sama tu živim že dejansko zelo dolgo, že 9 let in škoda, da mene niso kontaktirali oziroma vprašali, zato sem pač dolžna narediti tudi ta video in majčkeno pojasniti, kaj se dogaja na Sešelih. Se pravi, živimo normalno, živimo normalno naprej, naredila se je katastrofa, ampak sanacija je takojšnja, pomoč je takojšnja, ljudje si pomagamo med sabo, solidarnost je velika, tako da sploh ni problema. Kar se tiče deževja in poplav in vsega tega, seveda je to posledica klimatskih sprememb, in ker smo na otoku, to se dejansko čuti še bolj, glede na to, da plime so čedalje bolj višje in tudi deževje so čedalje bolj močnejša, in ker je pač Mahe zelo hribovit otok dejansko, potem tudi ti balvani, ki so znotraj hribovja, se nekako potem seveda z erozijo spustijo dol in naredijo škodo. Zdaj se počasi približujemo pač območju, kjer je odjeknila ta eksplozija. Na levi strani, na desni strani so poslopja oziroma razne pisarne, zdravstveni domi. Tu je vse tudi zaprto, ne moreš iti tja. In ostala podjetja. Škoda je ogromna. Silijo. Ja, žal, v bistvu tak in tak ne moreš iti noter, ampak to vse je bilo to uničeno. To je vse uničeno. Itak da ne moreš iti noter, pač je policija se zaprla. Groza. Stavba ta. In tule se je zgodila ta katastrofa. Tako da res ful uničena zadeva. Se takole peleš po Sešelih, malo pol. In dejansko smo res zelo hriboviti, sploh otok Mahe. In pol, ko malo več dežuje, dejansko so res plazovi lahko ful močni. In vse posod, kjer zdaj na novo vidim pač to rdečo prst,
se je usul plaz. Tako da zdaj na poti vam bom pokazala par stvari, ampak tamle vidite, se je že usul plaz, tudi tule se je usul plaz. Takole. Evo, tudi to in gledajte, koliko hiš je dol od spodaj. Mislim, to je v bistvu pol nevarnost našega območja. Ampak, ja, to se pač zgodi ob res hudem deževju. In trenutno smo v deževni dobi, kar pa pomeni seveda tudi obilico dežja, se pravi pač več dežja kot ponavadi. Ja, potem seveda tla so razmočena, vmes so seveda tudi balvani in potem se vse to izkoplja, izpodbija in potem ti balvani potem rušijo vse pred sabo, tako da, ja. In zdaj vidite, v kakih kotlinah ljudje živijo in kakšni hribi so gor. V bistvu pač seveda to na kameri je čisto drugače se vidi kot v živo, ampak ja, ko ste enkrat tu, imate občutek, kako dejansko hriboviti so Sešeli, v bistvu vsaj glavni otoki Pralin, Mahe in Ladig. Vsi ostali koralni otoki so pa seveda majčkeno drugačni in so bolj kot naravni. Tako da ja, zdaj pač, to je staro pokopališče. No, pa se javim kmalu. Tole se zdaj približujemo temu območju, kjer je bil tudi plaz viden, takole zdaj gor, zelo je težko, ko snemam, ko sem sama, ampak ja, to je to gor, pa so tu ob cesti razni takole plazovi, orje. To vse v bistvu so balvani, ko pač res voda dere. Tu je v bistvu bil cel potok je šel dol. To še ni tako hudo, hudo je bilo na drugih območjih, se pravi zdaj smo tla na severozahodnem delu, v bistvu bolj kot ne, otoka Mahe in tu zdaj gremo dol proti Buvalo in tle je dejansko bila tista pač poplava od Brdžaja hotela, kjer je bila tudi poplava noter v Brdžaju hotelu, potem proti Belombe, tam je v bistvu bilo najhujše. Tukaj prihajamo na plažo Buvalo, kjer seveda izgleda res kot nekakšno razdejanje, trenutno zelo veliko je, ampak so že spucali. Pač zelo veliko je odrezanega peska in pa seveda tudi veliko trave in smeti je naneslo, ampak lepo, ja, če se tam le vidi, ampak ljudje lepo čistijo in definitivno ni nič privlačnega na plaži trenutno. Evo, tako izgleda zdaj Buvalo po neurju. Ja. Takole zdaj izgleda morje na delu Buvaloja. Je to normalno za to obdobje. Tako da ja, to je to zdaj, tale mini vlog, ni glih najbolj pozitiven vlog, ampak sem rekla, da sem vsaj dolžna pojasniti, kaj se je dejansko zgodilo. Hvala Bogu še enkrat ni prišlo do smrtnih žrtev, kajti če bi se to zgodilo ob 9. zjutraj, bi bila stvar definitivno drugačna. Ja, danes pa spet sonček sije, vse je ok, ljudje si med sabo pomagamo, jutri je nov dan in ja,
tudi Sejšelci si bodo opomogli. Tako da lepo pozdrav vsem v Slovenijo in se vidimo v naslednjem.